otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojča Trojč. Pesmi poje, šali se in riše. Bojča Trojč. Čokolado noro obožuje, ne uboga, nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci. Bojča Trojč. Kaj ste rekli? Bojča Trojč. Živijo otroci! Živijo. Danes je Silvestrovo, predvečer novega leta, ko se poslovimo od starega in pozdravimo novo leto. Juhu! Vse si nasmetil. Kdo bo pa to pospravljal, kaj? Mica, saj mi boš ti pomagala, kaj ne? Saj zato si moja pomočnica. Se res? Ali ti tudi praznuješ novo leto? Seveda, moje prijateljice vile že praznujejo. Jaz pa se jim pridružim takoj po oddaji. Najprej nas čaka pravljica o Dedku Mrazu. Potem pa si ogledamo, kako praznujejo novo leto otroci z našega dvorišča. Morda jih obišče celo Dedek Mraz. Bojča Trojč. Novoletna zabava je bila končana. Polnoč je odbila in nastopil je čudežni čas. Nina je ležala v posteli, a ni mogla zaspati. Zadrževala je dih in prisluškovala. Nekajkrat se ji je zazdelo, da sliši Dedka Mraza, a si ni upala ostati. Lahko bi ga odgnala in tako bi vsi ostali brez daril. Slednjič je utrujeno zaspala. Ko se je zbudila, se je ravno začelo svitati. Hiša je bila tiha, vsi so še spali. Zrak je dišal po svečah in novoletni jelki. Spustila se je po stopnicah. Je Dedek Mraz že prinesel darila? Pod jelko so ležali piškoti, ki jih je Nina spekla za Dedka Mraza, in kozarec soka, da se bo okrepčal po dolgi poti. Torej Dedek Mraz še ni prišel? Nina ni vedela, kaj naj stori. Če bo čakala pri jelki, Dedka Mraza ne bo. Pride le, kadar ga nihče ne vidi. Lahko bi se vrnila v posteljo, dokler se ne zdani. Lahko pa bi šla ven in se sprehodila okrog hiše. Vedno jo je zanimalo, kako Dedek Mraz pride noter. Saj vendar nima ključev. Brat Jani ji je rekel, da pride skozi luknjo ključavnice. To bi pa res rada videla. Nina se je na hitro oblekla, odprla vrata in se napotila okoli hiše. Nikogar ni bilo. Na vrtu se je skrila za drevo in čakala. Ni dolgo čakala, ko se je na vrtu pojavil beli muc, še čisto majčken. Nina ni strpela in se je pognala k njemu. Vzela ga je v naročje, muc pa se je privil k njej in zamjavkal. Takega mucka si je vedno želela, vendar oče ni bil navdušen nad njeno idejo. Morda pa se bo omehčal, ko bo videl to lepo mehko kepico. Nino je zazeblo. Z muckom v naročju se je napotila nazaj v hišo. Vrata so bila priprta, kaže, da jih je pozabila zapreti. Skozi vrata je zaslišala vrvež in ko je prišla noter, so bili že vsi pokonci. Tekali so sem in tja in razburjeno govorili drug čez drugega. Nina je v hipu dognala, da so jo njeni domači pogrešili in jo zdaj panično iščejo. Ne bi smela ven. Previdno je zaprla vrata in z muckom plaho stopila naprej. Ko jo je mama zagledala, je razprla roke in vzkliknila: "Glejte, tu je muc, Nina ga je našla." Vsi so stekli k njej, oče pa je dejal: "Bravo, Nina, našla si svoje darilo." Nina je bila presrečna, naenkrat ni bilo več pomembno, kako je Dedek Mraz prišel v hišo. Čudežni čas jo je objel, ona pa je objela svoje domače in mucko in vse je bilo toplo in mehko. Bojča Trojč. Tako, medtem ko sem otrokom bral pravljico, je že odbilo polnoč. Srečno novo leto, Mica! Srečno, veselo, zdravo, debelo. Otroci z našega dvorišča imajo letos čisto svojo zabavo. Postavili so smrekico in zarajali. Poglejmo, kako se imajo in ali so pričakali Dedka Mraza. Midva pa se poslovila za letos. Srečno! Adijo, otroci! Adijo! Bojča Trojč.
večer. Na dvorišču so se zbrali otroci iz sosednjih hiš in blokov. Postavili so smrekico, jo okraševali, jedli so cimetove piškote, pili čaj, plesali in rajali. Starši so za njimi pogledali iz oken in jim klicali: "Pridite gor, pozno je že, ali vas nič ne zebe?" "Ne," so zaklicali otroci, nismo še spili čaja in pojedli piškotov." Ko so otroci popili in pojedli, so jim starši zaklicali: "Pridite gor, pozno je že, ali vas nič ne zebe?" "Ne," so jim zaklicali otroci, "zdaj bo polnoč, novo leto je." Ko je odbila polnoč, so jim starši zaklicali: "Pridite gor, pozno je že, ali vas nič ne zebe?" "Ne," so odvrnili otroci, "zdaj plešemo, vroče nam je." Ko so otroci odplesali, so bili utrujeni. Sedli so na klop in Anica jim je brala pravljico o dedku Mrazu. Medtem je izza dvoriščnih vrat pokukal dedek Mraz. Potihem se je približal smrekici, a tam blizu so sedeli otroci, lahko bi ga videli. Dedek Mraz je segel v žep po čudežni prah, zamaknil je z roko in z njim posipal otroke. Zdaj je bil zanje neviden. Segel je v vrečo in za vsakega otroka pod smrekico položil darilo. Pravljice je bilo konec, spat bo treba. A kaj so videli otroci, ko so se žadnico zrli na lepo okrašeno smrekico? Darila! Vsak je hitel iskati svoje ime. Dedek Mraz je pa res čarovnik, so vzkliknili otroci in se vsak s svojim darilom odpravili domov. Konec! Darila! Darila! Glej, sladka, kaj jaz. Glej, moje pa tak. Glej, to kakšna... Jaz imam tigrčka! Mi te bomo zatruli. Zgleda tigra. Daj pa prišel dedek Mraz! Daj pa prišel dedek Mraz! Naslednjega dne pa so otroci videli, da jim je dedek Mraz podaril tudi sneg. To je najboljše darilo in največje veselje. Bojča, trojč!